Zaokroževanje števil na stotice in tisočice, 4. razred. Kako pravilno zaokrožujemo na stotice? Število zaokrožimo na stotice tako, da ga nadomestimo z najbližjo stotico. Če zaokrožujemo na stotice, mora namesto desetic in enic stati števka nič. Oglejmo si prvi primer. Število 5 moramo zaokrožiti na stotico. Zato številu 5 poiščemo najbližjo stotico, to je število 100 in na levi strani nič. Ker število 5 leži bližje številu nič, zaokrožimo število 5 na nič. Poglejmo si še naslednje primere. Število 220 zaokrožimo na stotice. Zopet številu 220 poiščemo najbližji stotici, to je število 300, na levi strani 200. Ker leži število 220 bližje številu 200 kot 300, smo število 220 zaokrožili na 200. Sedaj zaokrožimo še višje število, to je število 1020 na stotice. V tem primeru tisočico prepišemo in število 20 zaokrožimo na najbližjo stotico. Na desni strani je to število 100 in na levi nič. Ker je število 220 bližje nič, zaokrožimo to število na nič. Tako smo število 1020 zaokrožili na stotice in dobili število 1000. Število 557 zaokrožimo na stotice. Številu 557 poiščemo najbližji stotici, na desni strani je to število 600 in na levi 500. Ker število 557 leži bližje številu 600, smo to število zaokrožili na 600. Naslednji primer. Število 899 smo zaokrožili na stotico, tako da smo številu 899 poiskali najbližji stotici, na desni strani je to število 900 in na levi 800. Ker je število 899 bližje številu 900, smo to število zaokrožili na 900. Zaokrožimo še večje število na stotice, to je število 1319. V tem primeru, ker zaokrožujemo na stotice, tisočico prepišemo. Eno prepišemo in zaokrožujemo število 319 na stotice. Na levi strani je najbližja stotica 300 in na desni 400. Ker število 319 leži bližje številu 300, smo število 1319 zaokrožili na 1300. In še zadnje število zaokrožimo na stotice, to je število 6007. Tudi v tem primeru tisočico prepišemo in zaokrožimo število 7 na najbližjo stotico. Na desni strani je to stotica 100 in na levi strani je to število nič. Število 7 leži bližje
številu nič kot 100, zato smo število 7 zaokrožili na nič. Pripišemo ničle in tako dobimo, da smo število 6007 zaokrožili na 6000. V nadaljevanju si bomo pogledali, kako pravilno zaokrožujemo na tisočice. Število zaokrožimo na tisočice tako, da ga nadomestimo z najbližjo tisočico. Če zaokrožujemo na tisočice, mora namesto stotic, desetic in enic stati števka nič. Oglejmo si prvi primer. Število 3 zaokrožimo na najbližjo tisočico. Naša naloga je, da številu 3 poiščemo najbližjo tisočico, na desni strani je to število 1000 in na levi število nič. Ker je število 3 bližje številu nič kot 1000, smo število 3 zaokrožili na tisočico in dobili nič. In še nekaj primerov. 557 zaokrožimo na tisočico, zopet poiščemo najbližje tisočice, na desni strani je to število 1000 in na levi nič. Ker je število 557 bližje številu 1000, smo to število zaokrožili na 1000. Naslednji primer. Število 2899. Zaokrožujemo na tisočice, zato poiščemo temu številu najbližje tisočice. Na desni strani je najbližja tisočica 3000 in na levi strani je to število 2000. Ugotovimo, da število 2899 leži bližje številu 3000, zato smo to število zaokrožili na 3000. Naslednji primer. Število 500. Število 500 leži med številoma 1000 in nič. Ker vemo, da če število leži točno na sredini dveh števil, to število zaokrožujemo vedno navzgor. Zato smo število 500 zaokrožili na tisočice in dobili število 1000. In še zadnji primer. Število 6007 zaokrožimo na tisočice. To število leži med tisočicama 7000 in 6000. Ker leži bližje številu 6000, smo to število zaokrožili na število 6000. Oglejmo si še povzetek današnje razlage. Število zaokrožimo na desetice tako, da ga nadomestimo z najbližjo desetico. Če zaokrožujemo na desetice, mora na mestu enic stati števka nič. In poglejmo si primer. 7656 smo zaokrožili na desetice. Zato smo tisočico 7 prepisali, stotico prepisali in pogledali, na kaj bomo zaokrožili število 56. 56 leži med najbližjima deseticama, to je število 60 in 50. In ker leži bližje številu 60,
smo to število zaokrožili na 60 in smo dobili število 7660. To enako število bomo sedaj zaokrožili na stotice. Število zaokrožimo na stotice tako, da ga nadomestimo z najbližjo stotico. Če zaokrožujemo na stotice, mora biti na mestu desetic in enic števka nič. In zaokrožimo število 7656 na stotice. Najprej pripišemo tisočico, to je 7, in pogledamo, kje leži število 656. Število 656 leži med stoticama, to je 700 in 600. Ker je število bližje številu 700, smo ga zaokrožili na 700. Poleg tisočice še pripišemo število 700 in dobimo število 7700. To enako število bomo zaokrožili še na tisočice. Pravilo zaokroževanja na tisočice se glasi tako, da ga nadomestimo z najbližjo tisočico. Če zaokrožujemo na tisočice, mora na mestu stotic, desetic in enic vedno stati števka nič. Najprej poiščemo številu 7656 najbližji tisočici. To je število 8000 in na levi strani število 7000. Ker število 7656 leži bližje številu 8000 kot številu 7000, smo to število zaokrožili na 8000.